Pozdravljeni. Zakaj ekipe, predvsem manjše, še danes v Formuli 1 vztrajajo pri lastnem vetrovniku? Verjetno se je marsikdo izmed vas že kdaj vprašal, zakaj ekipe sploh investirajo v vetrovnik. Gre za izjemno drag del infrastrukture, ki je pravzaprav nekako nadomestljiv. Po eni strani smo že videli, da mnoge ekipe se dobesedno priključijo večjim konstruktorjem in poleg tega imamo tudi CFD simulacije. In razumljivo je, da na primer konstruktorji, kot so Scuderia Ferrari ali Mercedes, imajo svoj vetrovnik, kjer lahko razvijajo svoje bolide, ampak imamo ekipe, kot so Haas, ki se dobesedno priključijo k Ferrariju in rabijo njihovo infrastrukturo. A vidimo lahko približno na sredini štartnega razporeda kar nekaj ekip, ki intenzivno investirajo v izgradnjo novega, lastnega, modernega vetrovnika. In danes se lahko zdi marsikomu to tudi neproduktivno. A če pogledamo primer dveh ekip, McLaren in Aston Martin, bomo videli, da kljub vsemu so danes vetrovniki še aktualni in to, da ima ekipa v lasti svojo infrastrukturo, je še kako pomembno. Namreč pri ekipi Aston Martin v celotni svoji zgodovini še niso imeli lastnega vetrovnika. Zmeraj so pri nekomu gostovali, sedaj uporabljajo onega v Brackleyju, ki ga ima tovarniška ekipa Mercedes. A leta 2021 so začeli z izgradnjo novega kompleksa, kjer bo seveda prisoten tudi nov moderen vetrovnik. In bolid sezone 2025 bo seveda sad tega dela infrastrukture, če bo šlo vse po načrtih. A bolj zanimiva je zgodba ekipe McLaren. Oni so imeli že pred tem lasten vetrovnik, ki pa je postal zastarel. Zato so se odločili v investicijo novega. In to približno leta 2019, pred izbruhom pandemije COVID-a, kar je njihove načrte izjemno zaustavilo. Nov vetrovnik naj bi bil pripravljen nekje sredi leta 2023, torej v uporabi bo za nov bolid, ki bo prišel na dan v sezoni 2024, približno leto pred tistim, kar bomo videli pri Aston Martinu, ampak treba je poudariti, da so tudi z deli začeli bistveno prej. Ampak pri McLarenu uporabljajo vetrovnik Toyote v Kölnu, kar pomeni velik logistični zalogaj, ko morajo iz Wokinga maketo in inženirje prestaviti v Nemčijo in seveda nazaj. A sedaj se lahko začnemo spraševati, zakaj je vetrovnik tako potreben v Formuli 1. A ni razvoj računalniških simulacij prišel tako daleč, da bi bil ta inštrument praktično že nepotreben? Simulacije CFD so v resnici približek realnosti in ne dajo tistih potrditev, ki jih inženirji rabijo. Nekaj si lahko domišljajo, da je tako, niso pa prepričani.
Namreč vetrovnik moramo razumeti kot neko fizično orodje, ki daje odgovore. In mnogokrat tudi ti odgovori niso oni pravi, ki jih pokaže na to šele proga, ampak to je nekaj drugega. Razumeti moramo, da že davnega leta 1994 je nastal prvi bolid, ki je bil sprojektiran samo in izključno s pomočjo CFD simulacij. To je bil znani Simpek S941, tisti, s katerim se je tragično ponesrečil naprimer Ronald Ratzenberger. A v 30 letih je tehnologija seveda šla naprej, a vseeno CFD simulacije še niso izpodrinile vetrovnika kot glavnega inštrumenta pri seveda snovanju bolida. Po drugi strani moramo to potezo razumeti tudi z drugačnega zornega kota. Prihajamo v neko novo obdobje Formule 1, kjer ne bo več tako, da imamo nekega glavnega konstruktorja in množico strank, ki so praktično neposredno odvisne od njega. Namreč mnogokrat smo govorili, da v Formuli 1 imamo ekipe A, glavne konstruktorje, in tako imenovane ekipe B. Sedaj, če imamo konstruktorja v Formuli 1, ki ima lasten vetrovnik, lahko po mili volji menja dobavitelje pogonskih sklopov. Namreč ne rabi Mercedesa, naprimer, ki bi mu poleg ostalega posodil tudi vetrovnik v primeru, da ekipa od Mercedesa kupi pogonski sklop, menjalnik in še kaj drugega. Torej, vidimo lahko, da pri McLarenu in pri Aston Martinu gledajo bistveno bolj naprej, kot se nam lahko na prvi pogled zdi. In gradnja vetrovnika ne pomeni samo investicijo v tehnični sektor, ampak tudi v strateški, govorim v smislu strategije podjetja, kjer se bojo lahko na to odločali, seveda za tisti material, ki bo v danem trenutku najboljši. In to je eden izmed glavnih razlogov, zakaj vetrovniki so aktualni še danes, prav pri vseh ekipah Formule 1. Oni, ki ga nima, je praktično obsojen na to, da postane prej ali slej B ekipa večjega konstruktorja, kar je po eni strani lažja pot, ampak vzame vso svobodo. Za danes, kot ste razumeli, bo pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.